Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko Auris Kranj, ki deluje na področju 18 občin, je bilo v mednarodnem tednu gluhih zelo dejavno. Obiskali so župane občin in jih ozaveščali o težavah oseb z okvaro sluha. Z občino Jesenice, kjer ima Auris že 16. leto tudi svojo podružnico, zgledno sodelujejo. Občina Jesenice se zaveda delovanja društva, tudi lahko rečem, da smo ponosni na to društvo, ki daljše obdobje deluje na področju občine Jesenice. Mi jim nekako pomagamo tudi s prostori, kateri imajo na uporabi, predvsem v delu krajevne skupnosti, in tudi lahko rečem, da v domu starostnikov so določeni prostori na uporabi, in glede na to, da je kar nekaj članov Jeseničanov in pa Jeseničank, bomo tudi v prihodnosti skrbeli, da bo to društvo delalo tudi naprej učinkovito in pa dobro. Z Jesenic prihaja 168 članov društva Auris. Podružnica na Jesenicah meni zelo veliko pomeni in sem zelo žalostna, kadar ne morem priti, da nisem pri njih. Oni so zelo dobri, fajn, lahko se zgovoriš, to je moja družina. Jaz sem sama, otroci so šli in res rada sem prihajam. Če imam če treba kakšno pomoč, mi pomagajo. Tudi pošljajo mi asistentko za vsak slučaj, če sem bolana, da mi kaj naredi, kaj prinese skupaj. Tudi gremo sami kam na kakšen izlet. Lepo nam je, no, tle se jaz zelo fajn počutim. Meni to veliko pomeni, da sem lahko med ljudmi, v družbi in tako naprej. Da ne iščem doma sam, da mi pomagajo ljudje. Trudimo se v društvu, da pač približamo te svoje dejavnosti tudi članom iz Jesenic in okolice. Seveda zdaj poznamo, da so tudi prevozi dragi in si ne morejo tega privoščiti. Mislim, da je tudi okolica Jesenic veliko starejših, ki se radi zbirajo v podružnici, nudimo jim pač pomoč. Imajo tudi svoje delavnico ročnih izdelkov, kar jih tudi potem na naši razstavi prikažemo. Deluje tudi ta samopomočna skupina, ki deluje na Jesenicah. Res, da naglušni so zelo intenzivni, zelo radi prihajajo v naše društvo, ker res dobijo tisto pomoč, ki jo potrebujejo in pač vidijo, da niso osamljeni, da niso sami, da se s to težavo, z izgubo sluha malo lažje spoprimejo in pač nadaljujejo svoje življenje čim bolj normalno. V društvu Auris si želijo, da bi na Jesenicah dobili bolj primerne prostore od obstoječih kletnih, ki se nahajajo v domu starejših občanov dr. Franceta Berglja. Poskušamo pač s pomočjo občine, da nam bojo mogoče pomagali, da bi dobili kakšne večje prostore, bolj funkcionalne, ampak upamo, no, da se bo to kaj izboljša, ker res članov imamo tam 168, jih je kar velika številka. In tudi lahko obljubim, da bomo delovali tudi naprej in mislim, da ni nobenega problema, da ne bi v okviru zakonodaje in pa sredstev tudi skrbeli za finančni del preko delovanja. Moram reči, da tudi nekaj teh dogodkov je bilo, da je bil tudi tolmač prisoten in posebno pozoren bomo tudi v prihodnosti, dejansko vidimo, da je to resnično večkrat problem. Dejstvo je, da je gluhota nevidna invalidnost, dejstvo je, da javnost zelo slabo pozna gluhoto in pa naglušnost.
Žal tudi vsi župani ne vejo, kakšna težka invalidnost je to. Zato s takimi sprejemi poskušamo zavečati tako javnost, kot pa tudi župane in pa vse tiste, ki odločajo o sofinanciranju našega društva. S temi sprejemi tudi želimo pokazati, s kakšnimi problemi se pravzaprav osebe z okvaro sluha soočajo v življenju, da je to resnično zelo težka invalidnost, tako kot tudi priznava Svetovna zdravstvena organizacija, ki gluhota uvršča med eno najtežjih invalidnosti, predvsem zaradi psihičnih posledic, ki jo povzroča komunikacijska ovira. Mogoče posamezniki niso tako pozorni na ta hendikep kot tak, zato lahko rečem predvsem, da sem doživel neko zgodbo bivšega pokojnega žal prijatelja. Doživel je enkrat v preteklosti prometno nesrečo in ko so potem prišli policisti, je dajal izjave in policist ni vedel, da je ta gluhonem in je nekako potem kar odredil, da se ga je treba peljati v bolnico, da je v šoku in mislim, da so takšni drugačni dogodki, ki se zgodijo za posameznika, lahko zelo problematični. Da ne bi prihajalo do podobnih nesporazumov, je društvo Auris ves mednarodni teden gluhih informiralo in ozaveščalo širšo javnost s stojnico in razstavo v kranjskem nakupovalnem središču.